V senci Alp, tam, kjer se stikajo poti med Nemčijo, Italijo in Slovenijo, je nekoč vladal vojvod, ki je postal premočan za svojega cesarja. Ime mu je bilo Adalbero iz Eppensteina, gorotanski vojvod, varuh prelazov in gospodar mejnih mark. Bil je mož, ki je svojo voljo uravnotežil sever in jug Evrope, dokler ga cesarska roka ni strla. Toda njegova zgodba ni zgodba poraženca. Je zgodba o zemlji, ki se ni uklonila, o Gorotanu, starodavni Karantaniji, kjer je še stoletja po Adalberu veljalo: brez ljudstva ni oblasti. Dobrodošli v prepovedani zgodovini. Danes odkrinjamo tančico z vojvoda, ki je stal previsoko in padel, ker je stal sam. Adalbero je bil rojen v rodu, ki je zrasel iz gorotanske zemlje, iz sveta, kjer je meja pomenila moč. Njegovi predniki so obvladovali gorotansko marko, mejno krajino, ki se je raztezala po današnji vzhodni Koroški in zgornji Štajerski. Njihov dom je stal na gradu Eppenstein, po slovensko Kepasti grad, katerega razvaline še danes stojijo pri trgu Bela cerkev, jugovzhodno od Judenburga. Rod je dobil ime po gradu šele po svojem izumrtju leta 1160. V Adalberovem času so bili Eppensteini še preprosto gospodje gorotanski, plemiči, ki so moč črpali iz zemlje in zvestobe svojih mož. Okoli leta 1000 je Adalbero nasledil očeta kot krajnik, mejni grofu Markija Karentina. Že zgodaj je spoznal, da je Gorotan več kot zgolj rob cesarstva. Bil je most, ki je povezoval Bavarsko in Italijo, sever in jug Evrope. Kdor je držal ta most, je imel v rokah ključ Alp. Ko je cesar Henrik II. Leta 1012 prevzel oblast, je v Adalberu videl zanesljivega moža. Povzdignil ga je v vojvoda Gorotana, Karantanje, in mu zaupal še veronsko in istrsko marko. Adalbero je postal gospod vsega ozemlja, po katerem so potovali trgovci, vojščaki in odposlanci, mož, ki je z eno nogo stal v cesarstvu, z drugo pa v svetu slovenskih dežel. Adalbero je vladal po gorotanski meri, trdo, samosvoje, z občutkom za svojo moč in zvestobo svojih ljudi. Ni bil dvorjan, bil je vojvod, ki je stal med cesarjem in deželo kot steber ravnotežja. Toda to ravnotežje je imelo ceno. Ko je oblast prešla v roke nove salijske dinastije, se je na prestolu znašel cesar Konrad II., ki ni prinesel knezov, ki bi mu bili preblizu. Septembra 1027 je cesar Konrad sklical sinodo v Frankfurtu. Tam je stal tudi Adalbero, kot cesarjev mečenosec, simbol vladarjevega najvišjega zaupanja in oblasti. Njegova naloga je bila nositi cesarski meč, znamenje ius gladii, pravice nad življenjem in smrtjo. To ni bil navaden dvorni položaj, temveč najvišja čast, ki jo je cesar lahko podelil posvetnemu knezu. Naslednje leto je Adalbero stal ob cesarju tudi v Aachnu na kronanju 10-letnega Henrika, Konradovega sina. Takrat je bil na vrhuncu moči. A ko knez postane preveč samostojen, cesar začne dvomiti. Leta 1035 je napočil prelom. Cesar Konrad II. Je Adalbera obtožil nezvestobe in veleizdaje.
Na zboru knezov je bil razglašen za upornika. Cesarjev sin Henrik, poznejši cesar Henrik III., je prisegel, da se proti Adalberu ne bo obrnil. Toda oče je sinovo prisego prelomil in vojvod je padel. Izgubil je vojvodstvo, marko, čast, a izgubil je tudi nekaj več, zaupanje cesarstva, ki ga je pomagal graditi. V enem izmed prepisov iz cerkvenih pisem, ki ga je objavil profesor Franc Kos, zasledimo zgovoren zapis. Adalberon se je zanašal na Hervarde in Mirmidonce ter se hotel upreti kraljevi oblasti. A ta zapis ni bil sodni dokument, bil je prepis iz 12. stoletja, cerkveno pismo, ki je že nosilo sence preteklih stoletij. Imeni, kot sta Hervardi in Mirmidones, sta bili tedaj že zaviti v simboliko. V resnici Hervardi niso pomenili današnjih Hrvatov, temveč bojevnike, slovenske vojščake, del domačih vojaških stanov v Gorotanu in bezjaški Sloveniji. Mirmidonci pa so bili literarni izraz, oznaka za neposlušne ali neukročene zaveznike. Ko te besede beremo s pravim razumevanjem, postane jasno. Adalbero se je upiral na slovensko vojaško moč, na domače bojevnike, ki so stali z njim proti cesarju, in prav ta zvestoba je prestrašila Bavarce do te mere, da so odpovedali cesarsko odpravo proti slovenskim ljutičem na severu tako imenovane germanske Slovenije ob reki Labi. Cesar je razdeljeval marke, Veronsko Arnoldu iz Lambaha, Gorotansko vojvodstvo pa je pustil prazno. Toda v deželi se ni vladalo z listinami, temveč z zvestobo. Tam, kjer je cesar videl upor, je ljudstvo videlo pravico. Komu je bilo vse oduzeto, Adalbero ni klecnil. Svojo izgubo je spremenil v udarec. V viharnem vračanju udarcev je padel grof Viljem iz Breš, mož svete Eme Krške, cesarjev zaveznik in Adalberov nasprotnik. Iz te krvi je zrasla svetnica. Ema Krška je svojo bolečino preoblikovala v pobožnost in dobrodelnost, v ustanove, ki so še stoletja nosile njen spomin. A njena svetost je zrasla iz sence Adalberovega boja. Ko se je zanka okoli njega zategnila, se je umaknil na materino dediščino v Ebersbergu, kjer je 28. novembra 1039 umrl. Umrl je kot mož, ki se ni nikoli odrekel svoji pravdi. Smrtjo Adalbera ni umrla njegova moč. Bil je poročen z Beatriko, hčerjo švabskega vojvode Hermana II., kar ga je vezalo v samo središče cesarskih dinastij. Njuni potomci so nadaljevali pot. Sin Markvart IV. Je prenesel rodovno dediščino naprej. Vnuka Liutold, vojvod od leta 1077 do 1090, in Henrik od 1090 do 1122 pa sta naslov gorotanskega vojvoda ponovno vrnila v roke Epensteinov. Drugi sin, škof Adalbero iz Bamberga, priča, da je rodbina segla visoko tudi med cerkveno elito. Adalberov udarec je bil torej le epizoda, njegov rod in dežela pa sta preživela. Po Adalberovi smrti je cesar lahko podeljeval naslove, toda Gorotan ni bil prazen prostor. Konrad mlajši, Henrik, Welf, Berthold Zaringen,
Vsi so nosili cesarske listine, v katerih so bili imenovani vojvod Gorotana, a nobeden ni nosil srca dežele. Gorotan jih ni sprejel, do njih je bil hladen, zanj so bili tujci. In ko so se Eppensteini naposled vrnili, je ljudstvo prvič spet reklo: to je naš vojvod. Zakaj? Ker so poznali slovensko postavo, institucijo sklavenika, staro pravdo, po kateri se je vladalo že od začetkov Gorotana. Na Knežjem kamnu so ljudje govorili v slovenski besedi, ko je Evropa govorila latinsko. Z udarcem dlani po vratu novega vojvoda so zapečatili vez med oblastjo in ljudstvom. Oblast brez ljudstva ni bila nič, in ta resnica, stara, trmasta, gorotanska, je preživela vse cesarje. Zgodba Adalbera Eppensteina ni le zgodba o padlem vojvodu. Je ogledalo dežele, ki se ni pustila ukrotiti. Gorotan, stara Karantanja, je stala, ko so cesarji menjavali prestole. Stala je, ker so ljudje verjeli, da oblast ni dar, temveč obljuba. Ko so cesarji govorili o izdaji, dežela govori o zvestobi. Ko zgodovina zapiše upor, ljudje slišijo pravico. In tam, v tišini, med Alpami, kjer stoji Knežji kamen, še vedno odmeva Adalberov glas. Glas vojvoda, ki je bil premočan, ker je bil preveč domač. To je bila prepovedana zgodovina, zgodba o slovenskem vojvodu, ki je padel kot človek, a ostal kot simbol. Ker v Gorotanu nikoli niso vladali cesarski nameščenci. Vladala je dežela sama.